Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Ameriški Robin Hood bo za $200 milijonov kupil Bitstamp, ki sta ga ustanovila Slovenca Damjan Merlak, večkratni gost MoneyHow, in pa Nejc Kodrič. Omenjena sta leta 2018 prodala polovico kriptomenjalnice za približno ta znesek novemu lastniku. Kaj je prihod Robin Hooda, ki je precej transformiral panogo upravljanja in investiranja, pomeni za evropske neobrokerje, za evropske vlagatelje, kako resna konkurenca je to lahko? No, o tem se bomo pogovarjali z današnjim gostom, Nejcem Bizjakom iz Bitstampa, ki je prav tako večkratni gost MoneyHow. Hkrati ga bomo vprašali o regulaciji MiCA, ki je z enim delom že stopila v veljavo, in pa seveda, kako bi ta regulacija lahko vplivala na nadaljnji razvoj kriptotrga. Dotaknila se bova tudi nihajnosti na trgu, ki smo jo pričali v zadnjem času, in sicer tudi, verjetno je to posledica tega, da Mt. Gox, to je propadla kriptomenjalnica, je začela z vračilom bitcoinov. Skratka, zadnjo epizodo 4. sezone zaključujemo torej z Nejcem Bizjakom iz Bitstampa, potem pa se odpravljamo na zaslužene počitnice. Jaz trenutno sem na počitnicah in se vam javljam dobesedno iz dopusta. Tako da, Nejc, zdravo, dobrodošel na podcastu MoneyHow. Kako si? Živijo, v redu, hvala. Evo, zadnjo epizodo 4. sezone zaključujemo s tabo. Veliko se dogaja v zadnjem času na kriptotrgu. Seveda najbolj je odjeknila novica, če lahko temu tako rečem, da Robin Hood prevzema Bitstamp. Mogoče lahko poveš kakšne zanimive stvari, ki mogoče nam Slovencem niso znane. Vem, da bo transakcija zaključena do začetka leta 2025, ne? Ja, res je. Mislim, do začetka leta 2025 je mogoče malo optimistično. Pričakujemo, da bo proces pridobitve ustreznih dovoljenj strani regulatorjev trajal med 9 in 12 mesecev. Se pravi, na optimistični strani smo nekje konc prvega kvartala 2025, tam, kjer pričakujemo, da bomo imeli vsa dovoljenja za zaključek transakcije. Kako so pa zaposleni sprejeli to novico? Jaz mislim, da bom rekel zelo, zelo generalno pozitivno. Bitstamp se zdaj kot neko standalone podjetje v lasti sklada privatnega kapitala, korejskega beneficial ownerja, bo preselil pod lastništvo neke večje finančne skupine, ki ima tudi veliko ambicijo na kriptotrgu. In to je za začetek zelo, zelo pozitivno. Če mogoče prejšnji investitor ni morda tako zelo strateški, je to zgolj del portfelja tega sklada. Tukaj v bistvu Bitstamp postane nek pomemben del te strukture. Robin Hoodov kriptobiznis mislim, da predstavlja približno 20% prihodkov celotne skupine in je tudi relativno zelo profitabilen, zelo donosen. In v bistvu ima Robin Hood tukaj velike ambicije za rast. Za rast prvič znotraj Združenih držav, zlasti pa tudi za neko globalno širitev, se pravi rast v Evropi, in potem še seveda tudi po različnih produktnih linijah, o katere se tudi lahko malo pogovarjamo. Ampak bi rekel, da to je ena zadeva, ki je bila zelo pozitivno sprejeta, se pravi neka stabilna prihodnost z veliko možnostmi za razvoj, rast in tudi tekmovanje z največjimi igralci na kriptotrgu, oziroma lahko rečemo, kako bi temu rekel, praktično pravzaprav super appi, ki se razvijajo, multi-asset finančne aplikacije oziroma platforme. Tako da zelo, zelo pozitivno. Seveda, kot z vsako transakcijo je tukaj nekaj negotovosti. Zdaj bi se zlagal, če rekel, da negotovosti ni, ampak Robin Hood ima veliko ambicijo za rast,
vidi Evropo kot zelo strateško pomemben market, kjer je Bitstamp tudi zelo močan in tudi mi imamo pravzaprav s svojimi 11 leti izkušenj na kriptotrgu. So v naši ekipi izjemno izkušeni posamezniki, ki ta market poznajo kot, bom rekel, redko kdo, tako da je, bom rekel, ogromna dodana vrednost vsakega posameznika tukaj. Tako da, bom rekel, kot celota smo zelo zadovoljni in mislim, da je to res, da je, bom rekel, Bitstamp v dobrih rokah. Marsikoga je pa presenetila valuacija 200 milijonov. Na prvi pogled se zdi, da je Robinhood sklenil res eno dobro kupčijo. Nekateri bi lahko pričakovali mogoče celo malo višje vrednote, glede na to, da omenja še 11-letno zgodovino tega podjetja, je prva oziroma najstarejša kriptomenjalnica, še trenutno delujoča. Ne? Pa tudi konec koncev po taki valuaciji približno je bilo to v bistvu sta prva dva lastnika prodala leta 2018. A te presenetila ta valuacija, mogoče 200 milijonska? Zdaj, tako je, ne, pravzaprav management podjetja v sami valuaciji oziroma pogajanju ni bil udeležen. Tako da to je nekaj, kar je dogovorjeno bilo med kupcem in prodajalcem in pravzaprav tukaj prav dost ne morem komentirati. So pa faktorji, ki vplivajo ponavadi na transakcijo, na ceno transakcije oziroma valuacije v kriptotrgu je timing v ciklu in kdaj se v bistvu bila ta cena glede na timing v ciklu dogovorjena. Potem tudi in potem ambicija lastnika oziroma pričakovanje obstoječega lastnika in pa potem hkrati pa tudi sama struktura deala, a je to cash only, a je to equity and cash, oziroma kakšna je ročnost oziroma likvidnost pol v primeru transakcije te kupnine. Tako da to predstavljam, so vsi bili dejavniki, ki so bili vzeti v račun in potem, bom rekel, vsota teh dejavnikov je valuacija. Tako da ne morem pa pravzaprav prav dost reči tukaj. A Bitstamp kot brand bo še obstajal ali se bo nekako blendal z Robinhoodom v pač en enoten brand Robinhood? A mogoče že kaj veste o tem? Zdaj, nobenega končnega položaja tukaj, vemo pa pač par stvari. Robinhood izjemno močen retail brand v ZDA, izjemno močen retail brand tudi v Evropi, čeprav je operacija Robinhooda zelo, zelo mehna v Evropi, pa vseeno vsi vlagatelji, čeprav niti dostopa nimajo do te platforme, načeloma vejo, veliko vlagateljev Robinhood poznajo, kaj je, kaj predstavlja in tako naprej. Po drugi strani pa tudi Bitstampov brand v Evropi zlasti tudi je kar precej močen in tudi precej ugleden, tudi z vidika institucionalnega dela trga. Mi poslujemo z vsemi največjimi institucijami praktično na trgu in smo zgradili to zaupanje tekom let. Tako da tudi tukaj imamo močen brand, ki v Evropi je poznan. Pričakujemo, da možnost je, da bo kakšna kombinacija brandov se zgodila, da bo kakšen del biznisa se mogoče rebrandil. Zaenkrat ni nobenega, bom rekel, končnega položaja tukaj, ampak to je čisto razumno komercialno pričakovanje, bi rekel, da se bo kakšna sprememba zgodila, zaenkrat pa tega ne pričakujemo. Imamo dva močna brenda, vsak ima svoje prednosti in mogoče slabosti in pol iz tega mogoče lahko določene zaključke potegnemo. Pred časom sem videla oglas za Bitstamp in sicer ste se oglaševali kot zelo dolgočasna kriptomenjalnica. Pa me zanima, glede na to, Robinhood se prav nič ne predstavlja kot dolgočasen broker, ne? Kako recimo se je Bitstamp obnesla ta v bistvu strategijo oglaševanja kot dolgočasna kriptomenjalnica, s katero ste želeli v bistvu povedati, da ste zaupanja vredna kriptomenjalnica? Imate mogoče več prometa, več strank zaradi te akcije? Bi moral pogledati, kakšni so KPI te kampanje. Nimam prav tega, bom rekel, at my fingertips, ampak positioning ideja je bila točno ta. Nam recimo ni všeč, ko se kriptotrg še zmeraj v veliki meri enači špekulacijo
ni nam všeč, ko se določeni igralci oziroma določeni igralci, ki so potencialno na prvi pogled lahko nam podobni, ko imajo recimo določene težave z regulatorji, ko imajo kakšne težave z varnostjo in tako naprej. In se zdi, da je kripto pogosto, oziroma igralci na kriptotrgu so da je vse kar vrženo v en in isti koš. In to pa doskrat, mediji radi napihnejo, bom rekel, headlines, kadar je kaj kontroverznega za poročati, ki se pa v bistvu govorijo, bom rekel, bolj dolgočasnih stvareh na tem trgu, koliko v bistvu podjetja, kot je recimo Bitstamp, delajo, zato da držijo sredstva strank na varnem, takrat pa v bistvu si dosti hitro izgubijo zanimanje. In na ta način boring, smo hoteli ta del malo izpostaviti, da v bistvu s tem, ko rečemo, da smo boring, da zbudimo malo pozornosti na nek mogoče, na nek neobičajen način. In smo prejeli veliko nekega feedbacka strani partnerjev in strank in tako naprej, da jim je kampanja všeč, da so se nekako našli v temu. Zdaj, za konkretne KPI pa jih res nimam in jih nisem niti spremljal. Vem, da start je bil zelo dober, pa mogoče nisem sledil do konca, oziroma sej to še v bistvu je ongoing kampanja, ki jo imamo. Ampak nekako tako, s tem, da rečemo, da smo boring, smo hoteli spodbuditi oziroma malo pokazati s prstom tudi na to debato, kaj vse pa se počne, da se zagotovi, da so sredstva vlagateljev varna, da je to varna platforma, da sledimo vsem relevantnim regulativam, da imamo, capital requirements, cold custody in tako naprej. No. Ja, drugače takšno podobno strategijo so obrale tudi banke, nekatere manjše banke v Ameriki, ki pravijo, da so v bistvu tudi dolgočasne. Tako da je to zdaj očitno nek trend v neki te finančni panogi, ta dolgočasnost. Ne. Ampak ja, če lahko mogoče prevekslava zdaj iz tega dolgočasne kriptomenjalnice na razborljivo obdobje Mt. Goxa, ki se je spet pojavil na naslovnicah časopisov in sicer zaradi vračila bitcoinov vlagateljem. Po razglasitvi stečaja leta 2014 so odkrili 140,000 bitcoinov, izginilo pa naj bi 950,000 bitcoinov. Zdaj, ko je bila ta novica objavljena, je vrednost bitcoina kar precej upadla in pač v bistvu se je tudi povečala volatilnost na trgu. Kako gledaš na celotno situacijo? Kako vi spremljate na Bitstampu to zgodbo? Mi smo v bistvu v pričakovanju tega, da prejmemo ta sredstva strani, se pravi, upravitelja te stečajne mase. Bitstamp je ena izmed, mislim, da 2 globalnih platform poleg Krakna, ki bo prejela del sredstev iz stečajne mase, ki jih bomo potem razdelili upnikom tega procesa oziroma stečajne mase. Tako da mi se pripravljamo na sprejem teh sredstev in to se bo verjetno zgodilo v prihodnjih 30 dneh ta distribucija. Veliko se že neke špekulacije dogaja, sem videl že neki premiki med walleti on-chain se dogajajo, ampak zaenkrat še nismo popolnoma tam. Zdaj, kaj se bo zgodilo, kaj lahko nekako pričakujemo? Jaz mislim, da če pogledamo profil imetnikov tega bitcoina, se pravi profil upnikov, to so neki, lahko bi rekel, crypto OGs, oziroma ljudje, ki so verjeli in kupovali bitcoin, ko svet sploh še ni vedel zanj. In mislim, da imajo kar precej potrpljenja, oziroma verjamejo, bom rekel, v globi, bom rekel, ta ne namen, ampak to globjo vizijo bitcoina, za kar predstavlja. Kar predstavlja in posledično mislim, da sicer so prisilno realizirali zelo dober donos na svojo investicijo, ampak mislim, da ne bo to trenutek, ko se bo zgodil nek hud prodajni pritisk. Do določene mere ja, ampak ne pričakujem pa, da bo to
če bi se mogel procentualno odločiti, bi rekel, da je verjetno manj kot 50% bo takoj šlo v prodajo, veliko se bo verjetno premaknil tudi v cold storage. Treba je tudi vedeti, da je tukaj veliko teh terjatev že bilo prodanih in imamo od zadaj določene igralce na trgu, ki so pokupili te terjatve, ki jih bodo zdaj prejeli. In ta del bi potencialno lahko tudi prodajal. Zaradi tega, ker so verjetno že realizirali ceno, ker so v bistvu pohedžali na marketih derivativov to ceno in zdaj bodo dobili Bitcoin in ga bodo v bistvu bodo realizirali to razliko. Tako da bi rekel, da nekaj verjetno prodajnega pritiska bo, ampak da sem pa pretirano zaskrbljen glede tega, pa niti ne. Tako nekako bi ocenil celo situacijo. Še zmeraj imamo tukaj ETF-e, mislim, da je eno zelo zanimivo makrosituacijo tudi in jaz bolj ne gledam to kot na eno fajn nakupno priložnost. Ja, mogoče, ja. A lahko sam še nekaj, zdaj sem se spomnila, ko si razlagal o MTGOX-u. MTGOX je imel zelo pomembno vlogo pri v bistvu samem nastanku Bitstampa. To mi je razlagal Damian Merlak. On je rekel, da takrat je obstajal samo MTGOX in je bil ni bil user-friendly aplikacija, ne? Zato je v bistvu nastal Bitstamp. No? Sam to sem se zdaj spomnila, ko si omenjal, ko smo se pogovarjali o MTGOX-u. 50%, da bo šlo v prodajo in da bo nastal prodajni pritisk in ti to vidiš kot odlično priložnost, vstopno priložnost na trg. Ne? Imeli smo kar precej zdaj nihajno obdobje. A pričakuješ mogoče, koliko časa pa misliš, da bo ta prodajni pritisk ustrajal? Za nekje sem brala, da ne bi še cel julij ustrajal in potem avgusta naj bi potem Bitcoin se v bistvu nekako spet nazaj bil na poti rasti proti ne vem katerim višavam. Ja, mogoče tukaj samo eno pojasnilo, da mislim, da bo tega prodajnega pritiska manj. Mislim, da bo manj kot 50%, definitivno. In tudi to je zelo pameten denar. To sem nekako želel povedati. In to ni bom rekel, nek impulziven akter na trgu. Se pravi, nekdo, ki je pripravljen bil držati že bil primoran držati že dolgo periodo, ki ima v bistvu tudi relativno visok conviction. Tako da mislim, da bo ta denar ne bo prodajal v lov, če je to smiselno, se pravi v neko, ko cena pade za 30%, ne bo smiselno, razen tisti, ki so tisto že pohedžali, se pravi, so že realizirali svojo ceno in bodo v bistvu se zdaj samo znebili teh coinov. Zdaj, koliko tega točno je, ne vem, jaz mislim, da je precej manj kot pol. Tako, sam za pojasnilo. No. Drugače pa, kar se tiče kratkoročno, niti iskreno ne gledam, niti iskreno nimam kaj preveč pojma, v smislu, da v bistvu zmeri se mi zdi, no, da je preveč ene nepotrpežljivosti na splošno na trgu in zelo predvsem spremljam to neko pač dolgoročnejšo sliko v nekaj letnem časovnem okvirju in kaj lahko pričakujemo znotraj nekaj letnega časovnega okvirja. Kaj lahko pričakujemo dolgoročno? Jaz mislim, se pravi, znotraj nekaj letnega časovnega okvirja, pa mislim, da sem že večkrat nekako to svojo pozicijo povedal, ne, da to je vprašanje globalne likvidnosti in kako se bo rešvalo v bistvu ta konec tega dolgoročnega dolžniškega cikla, ki se trenutno odvija s poudarkom na ameriški ekonomiji in Amerika, mislim, da bo zdaj vprašanje, kako bodo zbalansirali ta izhod iz trenutne ekonomske situacije, bomo imeli malo kratkoročnega popravka ali bomo lepo mehko pristali, to je vprašanje, ampak dejansko pa ne makrofaktori za recimo par let vnaprej, že večkrat rekel, da mislim, da pričakujem relativno visoko inflacijsko okolje
ekspanzijo, monetarno ekspanzijo, in monetarna ekspanzija se bo, po mojem mnenju, najbolj prijela na področjih tehnoloških delnic in tehnologije, in v bistvu, kjer vključujem tudi v bistvu kripto in blockchain v veliki meri. Se pravi, mislim, da bo to fastest horse in the race za prihodnih nekaj let. Zdaj, kako pa na kratki rok, pa ne vem. Ne? A lahko sam še mogoče omeniva, če sam lahko skočim, vse to bova pa še tudi nazaj na to, kar si zdaj govoril, ampak Mt. Gox takrat, ko je propadel, takrat so v bistvu kotiral, kot si sam povedal, je kotiral Bitcoin pri $600, ne? Zdaj smo blizu 60,000, pri 60,000, ne? Tako da verjetno nekateri se bodo odločili, da bodo pač šli v prodajo teh bitcoinov, zato pa tudi verjetno je tak pritisk na trgu, ne? Jaz bi rekel, da se pravi, to je moje mnenje. Moje mnenje je, da je trg v kriptu reagira preveč pozitivno na pozitivne novice in preveč negativno na negativne novice. In tukaj trenutno, kjer se nahajamo, kjer je v bistvu nek upad cene za 25%, kar je sam po sebi negativna novica za veliko akterjev na tem trgu, hkrati pa tudi nekih par makrofaktorjev, ki so, kriptomakrofaktorjev, lahko rečemo, se pravi, faktorjev, ki sproščajo ta prodajni pritisk, se pravi, nemška vlada prodaja 50,000 bitcoinov, trenutno v nek market, kjer ETF-i lahko vidimo, kako se pametni denar v bistvu, se pravi, če zaključim, nemška vlada prodaja, pa Mt. Gox se tudi obeta, ampak kako recimo vidimo, če se ETF-lovi, ki spremljajo, lahko vidimo, da pametni denar v ETF-ih trenutno zelo z velikim veseljem kupuje ta prodajni pritisk, ki na trgu dejansko obstaja. Ne? Tako da ja, imamo nek lov in tehnična slika, če pogledam čart od Bitcoina, je trenutno precej slaba tudi, ne zgleda super. Tako da imamo nek ta strah na trgu, ampak območje strahu je na Bitcoinu historično ponavadi pomenilo, da so to dobre prodajne priložnosti, nakupne priložnosti bile. In zdaj, a verjamemo, da je to zdaj dobra nakupna priložnost, lahko to malo zanaliziramo, se pravi, spet, z vidika recimo tehnične slike, bi mogoče še kaj več želel videti. Mislim, da imamo tudi priložnost, da smo lahko še malo potrpežljivi, da vidimo, kako se bo to odigralo tekom naslednjega meseca. Se pravi, ni treba hiteti, ampak jaz mislim, da že obstaja nek dober moment zdaj. In spet, pametni denar na ameriških trgih ETF-ov je to že začel potrjevati. In pa zdaj, če vemo, da pričakujemo, da bo tudi Fed začel počasi nižati, v slej ko prej, lahko da bomo se še malo popravili, ampak bomo zdaj tvegali še za dodatnih 10%, ali bomo raj počasi exposure dobili. Če vemo, kam gremo v roku 1 do 2 let, oziroma verjamemo, vemo ne, pol je to že dober moment. Tako. Ja, kar zanimivo dogajanje, to, kar se zdaj omenil, nemška vlada, Mt. Gox, ETF-i, koncev tudi ameriške volitve. Tukaj se je Trump kar precej izjasnil, kako gleda na sam kriptotrg. Nekateri pravijo, da bodo to prve kriptovolitve. Kako ti gledaš na to? Pa skoraj bi se strinjal. Zaradi tega, ker je tudi prišel zdaj ven ta teden en policy document, kjer je v bistvu kripto prvič bil omenjen eksplicitno kot v bistvu del politike republikancev oziroma republikanskega kandidata. In treba vedeti, v Ameriki je, mislim, da med 35 in 50, da ne bom kaj narobe rekel, mislim, da je 35 milijonov posameznikov, ki si lastijo kripto, približno 10% prebivalstva, bi pa mogel pogledati, kakšen je to delež aktivnega prebivalstva, seveda, to je pol ustrezno večje. In to je zelo jasno, zelo jasna politična poteza, da se pridobi te glasove. In če se spremlja kripto, bom rekel, te glavni kanali, Twitter recimo,
se vidi, da je v bistvu kripto večinoma zelo nagnjen v to republikansko smer. Vlada ogromnega razočaranja nad politikami, ki jih vodi recimo Elizabeth Warren in trenutna administracija, in bo to zelo težko tudi obrniti. Tako da kriptovolt je tukaj, mislimo, da lahko že kar veliko prispeva in je tudi politično že našel svojo pot, v bistvu kripto lobby je že našel pot v Washington. Zdaj, če pomislimo BlackRock, Fidelity in tako naprej. To so vsi že ogromna podjetja, ki so nekako adoptala kripto kot del njihovega poslovnega modela in verjamejo, da je to velik del prihodnosti kripto in blockchain. In razumejo, da to trenutno ta situacija ne koristi nikomur. In zato, ker kapital, če mu ne daš kapital in tehnologija, če ne zagotoviš okolja, da raste, da se razvija, bo šel drugam. To ne pomeni, da ga ne bo. In tukaj Amerika mal s to svojo trenutno politiko mal zavira. Jaz mislim, da je mal nespametno, no? Da se mogoče mal neke ukorenjene interese ščiti, kar je spet politično razumljivo, ampak hkrati se tudi dela škoda down the road. Ne vem, kaj bi bil pravilen izraz, ampak to je penny wise, pound foolish, mogoče strani demokratske stranke. Kaj pa mogoče vsem, če se dotaknemo zdaj tudi regulacijo, s 30. junijem je začel veljati en del majke. Zdaj, dostikrat rečemo, Amerika inovira, Evropa regulira. Kako pa misliš, kako bo zdaj tudi konec koncev nov lastnik Bitstampa, Robinhood, kako bo zdaj nekako shendlal to regulacijo, če lahko tako rečem? Ne vem, kako gledate vi na to regulacijo? Vem, da marsikatere te kriptomenjalnice v bistvu zelo pozdravljajo kriptoregulacijo. Konec koncev sem pred časom govorila tudi s predstavnikom za našo regijo iz Binance, tudi oni recimo zelo pozdravljajo. Na drugi strani, kadarkoli govorimo o kriptoregulaciji, pa kar precej negativnega odziva strani publike na to kriptoregulacijo, na majko. Ja, ker mislim, da negativen odziv je razumljiv, zato ker ni enostavna za implementirati. Evropska regulativa z vidika finančnih trgov, tudi če MiFID pogledamo, to ni enostavna zadeva, to je kar kompleksno. Mi trenutno smo v parih procesih in to so izjemno zahtevne regulative z vidika resursov, ki od deležnikov na trgu kar precej zahtevajo. In zdaj Evropa pravzaprav do določene mere mečkant tle sledi Ameriki. Recimo v Ameriki Amerika ima ta tudi Bank Secrecy Act, je tle glavna podlaga. Amerika ima tako, da ti kot ameriški državljan pravzaprav ne smeš dostopati do storitev, ki so offshore, da pravzaprav aktivno prepovedujejo ponujanje storitev, sprav offshore entitete Američanom ne smejo ponujati, drugače kršijo lahko kar precej predpisov. In tle Evropa z majko, Evropa tega predpisa nima. Ti lahko na podlagi reverse solicitationa kot MiFID entiteta ponujaš svoje storitve po svetu. In to, zdaj pa majka to do določene mere za stablecoine malo brne, sicer v enem mehnem delu, se pravi za evro stablecoine, pravzaprav je zelo nejasna, ampak implicitno malo prepove, da bi ti pravzaprav bil evro kovanec, evro stablecoin, ki ni reguliran pod majko, tudi če si offshore. Tako to je en del tega requirementa, mogoče, ki je zanimiv shift v pristopu, ki predstavlja precej omejitev za mogoče določene deležnike na trgu, ampak je zgolj pokazatelj, v kakšno smer se potencialno lahko premaknemo. Potem imaš pa še cel kup enih requirementov, majka je MiFID Lite, pravzaprav. To pomeni, da operativni procesi, se pravi management, compliance, finance, reporting in tako naprej, vsi ti procesi morajo biti postavljeni precej robustno.
to so te, bom rekel, mi kot Bitstamp smo na te requirements navajeni, ker že imamo licenco kot plačilna institucija, bomo dobili tudi MiFID licenco in za nas je to ne predstavlja praktično ne prav veliko novih stvari, neke kriptospecifike, ampak smo na to pripravljeni in to absolutno pozdravljamo. Si pa predstavljam, kako lahko za določene deležnike to naporno. Tako nekako na kratko, mi pa recimo tudi z komercialnega vidika, pa tudi mogoče prihajamo do točke, kjer regulacija dejansko postane voda na mlin tistim, ki dejansko se regulirajo. Ker prej do danes oziroma do pred kratkim, dejstvo, da si ti bil reguliran v Evropski uniji, ni pomenilo nobene konkurenčne prednosti, oziroma v veliki meri to ni pomenilo nobene konkurenčne prednosti. In jaz bi rekel, da to je končno nekaj, kar se dogaja, da se končno obrača. Posameznik to vidi zelo, a ne tako relativno, posameznik zgolj želi dostop do najboljše storitve in najboljšega produkta, dokler ne gre kaj narobe. Zdaj se pa ta slika v bistvu začne malo obračati. In tukaj vam bo prav prišla ta dolgočasna kriptomenjalnica. Strategija dolgočasne kriptomenjalnice. Tako, drži. Jaz mislim, da to postav tudi, a ne bolj v odspredje spet postavlja točno to, kar si rekla. Se pravi, kaj je pravzaprav še v ozadju tega, da ni zgolj kriptotrading, ampak je tudi varnost, compliance in tako naprej in tako naprej. Vse to je povezano z ogromno stroški, tako da tukaj lahko pričakujemo, da bodo nekatere kriptomenjalnice ugasnile svojo dejavnost v Evropi. Ja, je razumno pričakovati. In vse smo videli, recimo OKX je že potegnil, se pravi, delisto določene stablecoine zelo aktivno. Hkrati mislim, da so tudi nehali ponujati v Evropi svoje futurese, se pravi ta perpetual swap product. Pa oni so druga največja, mislim, da globalna menjalnica, so to nehali ponujati. Zdaj vprašanje, če vzamem VPN, lahko še zmeri pridem do tega, tako da lahko da obstaja zelo jasen obvoz tle, zelo naiven obvoz. Ampak to nekako tudi malo nakazuje na to, da se tudi Evropa potencialno spreminja oziroma premika v smer ZDA. Se pravi, da smo bolj restriktivni glede tega, kaj lahko offshore menjalnice ponujajo evropskim državljanom. A se lahko zgodi, da se recimo, to je zdaj čisto hipotetično, to sem tudi vprašala tega gospoda iz Binance, recimo, da bi Binance nekako omejil svoje aktivnosti recimo v Evropi? To je v bistvu njihova poslovna odločitev, ker težko komentiram pravzaprav. Jaz mislim, da ta reverse solicitation principle bo ostal, je pa treba vedeti, da podjetja hodijo v sivi coni, kar se tiče reverse solicitation, oziroma kaj pravzaprav pomeni reverse solicitation. Mogoče reverse solicitation pomeni, da podjetje ne naslavlja stranke aktivno, z nekim oglaševanjem, ampak da pravzaprav je pasivni akter in stranka sama pride do podjetja. Ampak tukaj je zelo velike ene sive cone, kaj predstavlja to aktivno solicitacijo klientov, a so razni samo announcementi glede nekih produktov, ki so dostopni tudi uporabnikom na določenem območju, a je to aktivno ali pasivno. Regulator zmeri bolj to strogo razlaga, vem pa, da podjetja uporabljajo mnoge poslovne prakse. Tako da res, to je težko komentirati. Jaz mislim, da Binance, da je to prevelik trg, da bi Binance se iz njega umaknil. Jaz mislim, da se bodo prej regulirali. Ja, se to obratno solicitacijo uporabljajo tudi pri nas v finančni panogi. Marsikdo uporablja. No? Ja. A mogoče lahko se dotaknemo še teh Bitcoin oziroma ETF-ov. Tukaj lahko pričakujemo tudi ETF na Ether oziroma tudi na kakšne druge coine, mogoče na Solano. Kaj se tukaj dogaja z povezavi s tem? Najprej mislim, da je vredno omeniti zelo dober start Bitcoin ETF-a, mislim 15 milijard inflowov, mislim, da samo prejšnji teden okrog 450 milijonov, kar je bilo, mislim, da več kot 90% vseh ETF-ov, vseh lansiranih ETF-ov letos njihovega total AUM-a, se pravi skupnih sredstev v upravljanju. In to je zgolj
to so samo Bitcoin ETF in to je najbolj uspešen štart ETF-a v zgodovini in ni niti blizu. Tako da to je super stvar, se pravi, da so te finančne institucije ustvarili produkt, ki ga trg očitno hoče. Ether ETF bi mogel, mislim, da začeti kotirati vsak trenutek, oziroma naslednji teden. Mečken sem spustil žogco tle, tako da nimam točnega datuma, ampak bo kmalu. Zdaj analize obstajajo, ki so jih naredijo ta svetovalna podjetja, recimo Galaxy Digital in tako naprej, da se pričakuje nekje 1/3 inflowov, se pravi 1/3 sredstev v primerjavi z Bitcoinom. Mislim, da je to malo optimistično. Sem že parkrat govoril, imam mogoče malo drugačno. Mislim, da je Ether super zadeva, ampak mislim, da proba biti preveč stvari naenkrat in mislim, da ga bo to stal malo točk pri tem, v bistvu, kako enostavno ga lahko uspeš razložiti tem novim deležnikom na trgu, ne vem, tem skladov za upokojence ali pa nekih asset managerjem in tako naprej, ki so bolj risk averse. Mislim, da Bitcoin ima zelo tisto jasno neko vizijo, Ether pa malo mogoče trpi za odsotnostjo te jasne, pravzaprav enostavčne vizije. No. Tako da zaradi tega mislim, da mogoče jaz pričakujem malo na nižji strani to, ampak vseeno z veliko radovednostjo, mogel bi biti pozitivno. Solana je pa verjetno še mal ven, zaradi tega, ker tle mislim, da mal tvega, ne, Vanek mislim, da je zdaj dal prijavo za ETF, ne, in tukaj je najprej treba zagotoviti, da lahko ti ETF na spot kotiraš, moraš zagotoviti, da obstaja nek likviden trg, ki je v bistvu referenčna točka, ne, da obstaja dovolj globok likviden trg, na podlagi katerega ETF lahko začne kotirati. Ne. In zdaj vprašanje je za Solano, ta trg obstaja. In ali bo obstajal do takrat, ko bo prišel to v postopek odločanja. Ker če se spomniš, prvič je bil Bitcoin ETF zavrnjen zaradi tega, ker je bila odsotnost dovolj likvidnega trga, ki ne sme biti, kjer ne sme obstajati možnost manipulacije tega trga. In za Solano jaz mislim, da tle obstaja vprašanje, ali imamo dovolj globok ta likviden trg, da lahko to naredimo. Je pa prva točka, mislim, da prvi deadline first quarter 25, se pravi prvi kvartal 2025. Zdaj, ko omenjava pač ETF-e, Robinhood in tudi druge neobrokerje, zdaj kripto res postaja dostopen širšemu krogu investitorjev. Ti danes lahko kripto kupuješ tudi preko klasičnih neobrokerjev, recimo tudi pri nas, oziroma preko recimo Trade Republica, preko Revoluta, ki je tudi neobanka, konec koncev tudi preko Interactive Brokers lahko kupaš Bitcoin. Se pravi, to postaja zelo dostopno. Zdaj vidimo, da neobrokerji, ki se ukvarjajo tudi z kripto, ponujanjem kripto, oziroma imajo tudi neko kripto menjalnico, oziroma sredstva, oziroma produkte, prevzemajo kriptomenjalnice. A misliš, da se bo ta trg konsolidiral še bolj, recimo kriptomenjalnice, da bodo v bistvu prevzemne tarče številnih teh večjih brokerjev ali pa mogoče kakšnih večjih finančnih inštitucij? Se lahko to zgodi, ta konsolidacija? Ja, jaz mislim, da je možno. In sicer je pa vprašanje, v katero smer, se pravi, se zgodi to lahko na relaciji neobroker exchange oziroma menjalnica, kot recimo v našem primeru, ali se zgodi v obratno smer menjalnica neobroker. Lahko bi videl recimo Coinbase, da kup kakšnega tradicionalnega neobrokerja, če v kakšno veliko transakcijo. Drugače pa ja, zaradi tega, ker to je tle, če si ti broker, je v bistvu je tle mismatch med eksekucijo pa settlementom trada. In ti kontroliraš samo eksekucijo. In to pravzaprav pomeni, da
da ves ta settlement pa kontrolira nekdo, ki ti zagotavlja likvidnost. In zdaj zagotavlja likvidnosti lahko je market maker, lahko je v primeru Trade Republic konkretno je market maker, Pankhaus Šajk, ki je tudi jih mi kar precej dobro poznamo, lahko je pa menjalnica, lahko je več menjalnic, v bistvu bazeni likvidnosti, in ti nimaš kot broker, v bistvu ne kontroliraš settlementa, kar pomeni, da je tvoj value capture, oziroma pač provizija, oziroma karkoli že realiziraš na ta trade, bom rekel, je potencialno manjši del transakcije in si tudi odvisen v veliki meri od tistega, ki ti zagotavlja likvidnost v tej transakciji. Se pravi, če pa ti kontroliraš bazen likvidnosti, pa pomeni, da imaš veliko več kontrole nad tem, kako boš svoj produkt oblikoval, kako boš zaračunaval svojim strankam za svoj produkt in tako naprej. Se pravi, v primerih, kjer obstaja ambicija, da ljudje, podjetja, ki prepoznajo vrednost oziroma prihodnost kripta kot pomembnega dela njihovega celotnega poslovanja, se bodo lahko odločile za ta korak konsolidacije. Vse v finančnih storitvah načeloma konsolidacija se kar dogaja, je ko industrija dozori. Zdaj, crypto exchange pa brokerage je tisti prvi del, ki najbolj dozoreva. Kaj pa pričakuješ, da se bo zgodilo s temi klasičnimi brokerji, ki so v bistvu cenovno kar dražji v primerjavi z neobrokerji? Kaj napoveduješ recimo tukaj tej panogi, klasični, recimo konec koncev v Sloveniji imamo kar nekaj brokerjev, imamo tudi kar nekaj družb za upravljanje. Kako vidiš, kaj misliš, so tukaj zgodili? S prihodom in Robinhooda, in Trade Republic, in Revoluta, in No26 bo ponujal tudi zdaj v bistvu trgovanje, možnost trgovanja. Vsi ti neobrokeri ponujajo možnost, da ti skleneš nek varčevalni načrt, ker v bistvu si sam sestaviš svojo košarico in lahko tudi Bitcoin konec koncev dodaš v to košarico. Tukaj se je kar ena velika taka demokratizacija zgodila, velika revolucija se je zgodila na trgu. Jaz to ful pozdravljam. Mislim, da smo konkretno v Sloveniji. Kaj pozdravljaš? Pozdravljam to, da se ustvarja konkurenca na trgu, ki je pravzaprav prej ni bilo, da se odpira trg kapitala in tukaj je načeloma ultimativni cilj, lahko debatiramo, kako pridemo do tja, pa koliko je tukaj v bistvu dobičkarstva, pa koliko je iskanja nekih premij, pa koliko je tukaj v bistvu koristi za potrošnika, ampak jaz neto mislim, da je ogromen koristi za potrošnika, ko te neobrokeri pridejo na slovenski trg. Zato, ker se mi zdi, da Slovence smo uspeli uspešno v veliki meri odvrniti od trga kapitala z neoptimalnimi produkti, ki so v bistvu vključujejo veliko, bom rekel, ekstrakcijo rent za te upravitelje, bom rekel, teh skladov ali pa lokalne brokerje, ki ne dosežejo skale, ker moramo vedeti, finance so economies of scale, in v bistvu te brokerji ne dosežejo skale, se pravi, morajo biti dragi, hkrati nimamo različnih drugih storitev na trgu, oziroma produktov, ki bi jih ponujali, in to v bistvu eno tako toksično okolje ustvarja. In zdaj smo to odprli in mi vemo, da največji in najbolj priljubljeni, bom rekel, ta investment vehicles, ETF-i, to je 3 bazične točke stroškov na letni ravni. Slovenci smo pa v teh skladih mutual funds oziroma razni te skladi, vstopni stroški 1%, stroški vzdrževanja 1,5%. In zdaj, če to ekstrapoliramo preprosto, se si lahko poslušalci naredijo preprost račun compound interest, pa če vsak let plačam 3 bazične točke S&P 500, ki v resnici outperforma vse te upravitelje, 3 bazične točke tukaj ali pa procent pa pol na drugi strani, pa to raztegnem čez 30 let, se to pogajamo o 100,000 evrov, ki jih plačujemo upraviteljem. Tako da vidiš, da je kar blizu mojemu srcu ta tema, tako da sem ful vesel, da se ponuja, da prihaja konkurenca na trg, da se trg odpira, da ljudje več investirajo.
Se strinjam s tabo, ampak zdaj pa še ena zadeva. Bitstamp je zelo pomemben igralec v Sloveniji. Vi imate kar precej strank Slovencev. Zdaj s prihodom Robin Hooda oziroma za prevzemom od Robin Hooda, kaj to v bistvu pomeni še dodatno grožnjo naši v bistvu te klasičnim družbam za upravljanje in pa brokerjem v Sloveniji? To bo predstavljalo kar en velik izziv. Zdaj ne vem, sprašujem se, ali se ta naša panoga sploh ukvarja s tem vprašanjem oziroma z resnostjo prihoda Robin Hooda na v bistvu slovenski trg. Ne vem, se z njo ukvarjajo, jaz mislim, da bi se morali, ampak tudi vprašala si me, kaj mislim, da je mogoče prihodnost teh obstoječih akterjev na trgu. Ne. Definitivno v določenem deležu se mislim, da tle je bilo veliko konsolidacije, da recimo en upravitelj skladov kupi še dodatnega upravitelja skladov, ker praktično na stroškovni strani takoj realiziraš sinergije, ko ti v bistvu povečaš svoje sredstva v upravljanju. Praktično si ti v stroških večinoma se pravi, večina stroškov je tukaj fiksnih, a ne, pa pač neki variabilni stroški eksekucije, a ne. Tako da in skalati tudi da nižje stroške eksekucije. Tako da mislim, v prvi fazi neka konsolidacija se bo verjetno zgodila, potem pa verjetno tudi počasna tranzicija tudi obstoječih akterjev v neke bolj digitalne, nizkocenovne oblike, a ne, do določene mere, spet pozitivno za vlagatelja. V določeni meri pa seveda tudi se bodo te biznes linije verjetno zaprle, si predstavljamo. A mi lahko poveš, koliko procentov imate stranki Slovenije na Bitstampu? A to se lahko razkrije? Mislim, da je kar precej visok odstotek, ne? Od celotnega slovenskega aktivnega prebivalstva? Mislim, da sem to enkrat delil že... Ne, v vaših strank. A koliko jih je skupaj? Slovenskih strank, verificiranih na Bitstampu. Ja, to sem enkrat delil kot odstotek aktivnega prebivalstva Slovenije. Mislim, da je, če rečem tako, high single digits. Aha, ok, se pravi, pa smo blizu 10%. Od aktivnega prebivalstva, mislim, nekaj takega. Ja. Ok, zanimivo. To bo vsekakor zanimivo spremljati, kako bo v bistvu se slovenska finančna panoga odzvala na novega igralca na trgu, in to je Robin Hood. Robin Hood pa vemo, da je zelo user-friendly in da zelo zna zanimirati ljudi k investiranju. Konec koncev je tudi v bistvu nekako disruptiral to celo panogo. Zato se to dogaja, kar se dogaja. A greva mogoče, zdaj nič nismo omenila halving, a bi ga mogoče vseeno omenila, zdaj 19. aprila se je zgodila prepolovitev nagrade za rudarjenje. Iz preteklosti smo videli, da je bila v letu po halvingu zaznana lepa rast, mislim, da od 200 do 400% smo preračunali. Zdaj trenutno tega ni videti, ampak je toliko enih stvari, ki se dogaja, mogoče se bo to čez kakšno leto dejansko res izrazilo v nekaj 100% rasti, ne vem. Ja, sem šel prav malo sem si odprl čart, da lahko pogledam, kaj se dogaja pravzaprav. Načeloma, jaz mislim, da je tako relativno skladno s pričakovanji, ne? Ker mislim, da mogoče smo imeli neka tiha pričakovanja, da bo pa ta cikel malo drugačen, ampak spet nekako, bom rekel, se to ne odigrava. Trg je bil pregret tam okrog marca, ne? In je bila res lepa rast, ki se je realizirala tam četrti kvartal preteklega leta do prvega kvartala letošnjega, ki pa mislim, da je malo prehitevala vse skupaj, ne? In pa so se pojavile te teze o tem, da je to pa zdaj nek accelerated cycle, ne? Kar pa zdaj se v bistvu, jaz mislim, da spet globalna likvidnost, da se nekako ne se odigrava, kot se je odigravalo v preteklosti. Ne. Se pravi, v preteklosti je tistih prvi 3 mesece ali pa 3 do 6 mesecev po halvingu so bili relativno, bom rekel, relativno nedolžni oziroma taki zelo, kar se tiče gibanja cene, neproatraktivni. Pol pa ponavadi je bilo tudi ne buy the rumor, sell the news, se je tudi dogajal. Se pravi, da je sam event halvinga pravzaprav pomenil
zdaj pa dajmo prodati. Zaenkrat bolj kot ne v skladu s prejšnjimi cikli, mislim pa, da bo zabavno zlasti četrti kvartal. Četrti kvartal bo definitivno zelo zabaven, ker bomo vsi spremljali takrat volitve v Ameriki. Ja, če boš tako naprej, nov prodos za spremljati. Kako misliš, da ne bo? Seveda bo. Kaj misliš, da ne bo? Da ne bomo z zanimanjem spremljali, kako se odstotki odigravajo, ker se bo preveč enostransko. Bomo videli, ampak definitivno to, kar bo potem Trump kuhal in vsak dan postregel na meniju na televiziji, bomo videli. No, mislim, da bo kar zabavna jesen. V glavnem, a mogoče lahko na hitrco greva saj še na obrestne mere centralnih bank, izproščene monetarne politike, da mogoče še to nekako dava v kontekst celotnega dogajanja na kriptotrgu in pa seveda tukaj bi jaz vsem mogoče dodala še ta ključna tveganja, ki so prisotna, imamo cel kup geopolitičnih tveganj, vojna Ukrajina, Palestini, potem kar nekaj teh stvari je. Kako bi vse skupaj lahko zapakirala za konec? Ja, veliko je enih zadev, veliko je enih faktorjev, ki jih je treba, jaz mislim, iz teh vseh teh enih dejavnikov, ki vplivajo na nas, oziroma neko vplivajo na nas, pa ki konstantno nas bombardirajo z enimi informacijami, pa kaj ne bi bilo relevantno, pa kaj ne bi bilo relevantno in tako naprej, je bom rekel, težko je najti tisto zrno. In jaz imam en relativno enostaven framework in ne spremljam, kako se giblje ameriški GDP, kako se giblje inflacija in pol obrestne mere. In pol interplay nekih teh kazalnikov pod neko širšo te sliko globalne likvidnosti. In zdaj je v bistvu ameriški GDP prilagojen za inflacijo, se pravi realni GDP, pa Fed funds rate, recimo, zdaj mislim, da je realni GDP počasi začel padati pod realno obrestno mero. Se pravi, to pomeni, načeloma naj bi to pomenilo, da smo v environmentu, kjer so obrestne mere relativno restriktivne. Torej, ko je temeljna obrestna mera nad rastjo GDP-ja. Se pravi, če je monetarno kljub vsemu tighteningu, je monetarno, je še zmeraj nismo bili v nekem restriktivnem okolju, smo se tudi o tem pogovarjali, pa fiskalno smo itak v ekspanziji, zdaj v bistvu monetarno po mojem počasi ratuje restriktivno, ker se tudi, če vidimo readinge, GDP se malo ustavlja v Ameriki, malo gre navzdol, hkrati pa inflacijsko še zmeraj nismo tam, kjer hočemo biti, 3,4% core inflation. Zdaj ne bomo prišli verjetno na 2%. Zaradi tega, ker je v bistvu housing, shelter housing je en velik element in tukaj je pritisk na najemnine, ki pa se tudi usklajujejo pravzaprav z inflacijo in s COVID-om. Se pravi, v COVID-u so najemnine padle za velik del marketa in se potem počasi lovijo nazaj na tisto raven, kjer bi morali biti, če se v bistvu COVID ne bi zgodil. Tako da imamo na rental trgu imamo ta relativen pritisk in shelter še zmeraj predstavlja velik del v tej inflaciji in zato je težko videti nek environment, kjer bo to prav zelo padel. In hkrati imamo pa zdaj labor market, ki se pa v bistvu če se kaj spremlja, v bistvu labor market po dolgem času v Ameriki je začel se v bistvu, da ratuje softer, se pravi, brezposelnost se je začela višati. Se pravi, imamo te zgodne znake, recesijske znake, ki se zdaj odigravajo, nimamo pa inflacije, ki bi nam omogočala, da komfortno lahko začnemo ta spuščanje obrestne mere. In zdaj, jaz si skozi predstavljam ta Fed monetary policy, da to oni hodijo na tight rope in probajo balansirati z uno dolgo palco v roki in probajo balansirati, da pridajo čez prepad. In zdaj, kar jaz mislim, da se bo zgodilo je, da se pravi, dominantno mislim, da se bo zgodilo, da
bo Fed odreagiral na brezposelnost. Se pravi, da bodo na brezposelnost odreagirali in bodo začeli nižati obrestne mere kljub povišani inflaciji in bodo to nekako zapakirali, ne? Ker bo treba vedeti, Fed ima močno sporočilno moč trgu. In oni prek te sporočilne moči so že večkrat v bistvu pokazali, da nima, to je kar hud izraz, da nimajo pojma, ampak da niso dobri prediktori, ampak da v bistvu svojo sporočilno močjo probajo usmerjati trg. In mislim, da bodo sporočilno močjo zapakirali, da inflacija je pa zdaj cool, ampak je pa že v bistvu so pa razpoke v ekonomiji in v bistvu bodo začeli te obrestne mere zniževati. Če bodo to naredili prepozno, dobimo hard landing. To pomeni hard landing. Jaz bi rekel temu 20 do 30% popravek, ki ga bo pa trg z velikim veseljem absorbiral. Za delniške trge mislim, da bo že 10% popravek z velikim veseljem absorbiral. In potem v bistvu dobimo nek tak pozitiven koktejl, makrokoktajl proti koncu leta, kjer potem, če pride republikanci, če pridejo na oblast, bo to spet mislim, da bo to olje na ogenj in rast delniških indeksov, v primeru demokratov pa mogoče malo več te stagflacijskih pritiskov. Ampak tako, zdaj, če pravim to celo dolgo zadevo malo v nek bolj enostavni lingo pretvoriti, mislim, da je mogoče, jaz osebno pričakujem 70 do 80% verjetnost, pa 70, da dobimo ta Goldilocks economy, se pravi, da uspemo zbalansirati ta landing, porežemo in rastemo, in pa potem nekih 30% teh scenarijev, kjer prepozen začnemo nižati obrestne mere, se nam kakšen makroevent zrealizira in tako naprej in tako naprej. To je vse probability game na koncu, ko zadevo pogledaš. Ok, a mogoče za zaključek poveva sam še, kaj boš ti počel s svojim denarjem? 100,000 evrov, recimo. Ja, povej zdaj, kaj boš recimo, da imaš 100,000. Zdaj sem imela serijo krajših epizod, ker sem sogovornike spraševala, kaj bi naredili 100,000 za obdobje 3 let. Pa še tebe vprašam. Ja, a moram tako investirati? Mislim, nared kar češ. Imaš 100 jurjev, pa obdobje 3 let, zdaj pa nared kar češ. Ok, 100 jurjev, 3 leta. 3 leta je malo dolga. Se pravi, jaz recimo mislim, da se pravi 100,000 evrov bi razpršil med se pravi tehnološke delnice pa S&P 500 verjetno okrog 60-70%, 10% commodity index, mogoče 10% Bitcoin, pa 10% zlato. Evo, lepo si razpršil. Ali pa 5% zlato, recimo. Tako recimo, ampak ne bi tega počel takoj, ampak bi naredil v bistvu, da bi, če bi se danes odločil, bi recimo naredil malo bolj strateško, bi naredil alokacije mogoče v Bitcoin danes, pa mogoče zlato tudi danes, za Nasdaq bi pa čakal, da dobim en 5% popravk, pa bi vmes bil pač v short term v cashu, pa pač in pol alociral in čakal 3 leta, pa videl, kaj se zgodi. Še dobro, da imamo fiktivnih 100 jurjev. Ej, kaj sem hotela, a mi lahko še nekaj poveš, zdaj me prešinil, kar precej odzivov sem dobila na te krajše epizode za 100,000 evrov, kam 100,000, in se tukaj zelo čuti razlika med v bistvu mlajšimi investitorji in starejšimi investitorji. Starejši investitorji govorijo o obvezniških trgih, govorijo o zelo takih konzervativnih naložbah za 3-letno obdobje, mlajši pa malo bolj agresivno nastopajo, grejo v tehnološke delnice, v kriptovalute in tako dalje. Daj mi povej, recimo pri vas na vaši platformi, če bi gledal strukturo strank, a imate mogoče starostno strukturo? So to bolj mlajši, so to starejši? Koliko je starostna struktura približno pri vas? Ja, sam še en popravek moram narediti. Verjetno, da bi še malo pogledal delniško lokacijo, pa bi 10 do 15% defensive, verjetno v dividendne, high dividend za yield. To bi bilo verjetno tako
ena kombinacija. Dividendne staples, recimo high dividend yielding stocks, ne, za yield. Drugače pa, sorry, ko govoriš vprašanje. Saj še to, high dividend yield, mogoče se veš, da so slovenske delnice visoko dividendno donosne, 6-7%, za NLB sva imela, mislim, da 10% dividendno donosnost. A razmišljaš tudi mogoče o slovenskih delnicah? Če zdaj omenjaš že glede 10%, da bi investiral v... Mislim, se pravi, ne spremljam slovenskega delniškega trga, ampak mislim, da so to zanimive investicije. Treba se pa zdaj vprašati, recimo za NLB, če se začnejo rezati obrestne mere, koliko dobičkov prihaja od tega, ker v bistvu na depozite ni nobenih donosov, na balance sheet pa 4% pa RCB-ju. Ja, cool. Ampak drugače zanimivo, mislim, da zanimivo, samo treba je biti pozoren, da to ni posebej likviden trg in da ni pač tepa prevelika izpostavljena. Mislim, da je neka retail, verjetno exposure je popolnoma razumena, ne, ampak da v celoti ta trg ni toliko velik kot tak. Pa nisem tudi pogledal, kaj so recimo neki riziki, ki so lastni mogoče slovenskemu delniškemu trgu, ne vem, Krka, Rusija, ne vem, je to še is it still a thing, ne. Ok, a mi lahko še na tisto drugo vprašanje odgovoriš glede starostne strukture vaših strank? Ja, imamo te starostne skupine, pa največ mislim, da je starostna skupina, ki jo imamo, je 31 do 45. Je kar precej velik in pa potem ta ena prej, ki je pa 16 do 31. Ampak bi rekel, da je predominantno, kar se tiče mogoče ne števila strank, a mogoče tudi glede števila strank, pa glede, bom rekel, volumenskega profila AUM-a oziroma velikosti investicij, pa ta 31 do 45 skupina. Ok. Ja, to je v bistvu kar zanimivo, no? Ker se mi zdi, da zadnje čase kar prihajam veliko v stik z nekimi zanesenjaki v tej starostni skupini dejansko 40 plus, ne, tako da na eni strani, na drugi strani imam pa zelo veliko tudi takih poslušalcev, ki enostavno kripto jim sploh ni nobenih argumentov, nič jih ne prepriča, da bi šli v to investicijo. Preveč tvegana igra za njih. Ja, sej, jaz to čisto popolnoma razumem. Seveda pač določene stvari, pa čisto popolnoma razumem, da doskrat investitorji so določene niše trge, ki jih relativno dobro tudi poznajo, ko so jim relativno blizu, kjer se počutijo komfortno in potem in se tega držijo. In če to za njih deluje, super. Recimo, ko si omenila pač starejše oziroma bolj konzervativne. Mislim, 30-letna ameriška obveznica ima zdaj pač 5% donosa. Ne? Mislim, zakaj ne bi 5% zaklenil za 30 let, če sem 60-letni upokojenec in imam precej veliko denarja mogoče v svojem 401k oziroma v upokojenski schemi in kupim to in je zagotovljen donos preko 30 let 5% na glavnico. Tako spet situacijsko, medtem ko mladi imamo več možnosti, da pač drawdowne vidimo in jih prebrodimo in potem, bom rekel, najhitrejšega konja probamo zbrati načeloma. Tako da ne. Nate, super, najlepša hvala ti za res odlično debato. Spet, mislim, vsakič, ko se s tabo pogovarjam, je zelo zanimivo. Tako da iskrena hvala, da si bil danes gost. Ja, hvala za povabilo, z veseljem. Takole, prišli smo do zaključka 4. sezone. Septembra pripravljamo 5. sezono. Precej zanimivo bo tudi naslednje leto. Nekaj novih stvari pripravljamo, tako da bo malce drugače, malce bolj pestro bo, tako da vabim vas, da ostanete z nami, da nas še naprej spremljate na našem Discordu, lahko seveda puščate svoje sporočila, vprašanja, spremljamo seveda vsi člani MoneyHow, tudi naš Discord kanal, tako da ste vabljeni, da nam postavite vprašanja tudi preko tega kanala ali pa preko katerihkoli drugih družbenih omrežij, ki jih uporabljamo, se pravi na TikToku, YouTubeu, Instagramu,
LinkedInu, jaz sem predvsej dejavna na LinkedInu, tako da ste vabljeni, da tudi preberete kakšen zapis, moj zapis na LinkedInu. Tako vesela sem, da smo nekako uspešno zaključili to 4. sezono. Naredili smo kar nekaj zanimivih epizod. Nekaj epizod je ostalo še neobjavljenih in sicer iz dogodka MoneyHow Live, tako da to bomo zdaj preko poletja pripravili in potem tudi objavili. Tako da toliko z moje strani, želim vam lepo poletje, lepe počitnice, kjerkoli že boste, in pa seveda želim vam čim več finančnih uspehov, čim več finančnih zmag, in pa seveda potem jeseni se pa ponovno vidimo in slišimo z novimi epizodami in z nekaterimi novitetami, ki jih pripravljamo za 5. sezono. Tako da poslušajte MoneyHow, ne bo vam žal in lep pozdrav!